To je Quickie Quiz. Naš današnji posebni, specialni, ekskluzivni gost je Rok Gumzej, voditelj na oddaji Gigi, spopadal pa se bo z našim Janom. Rok, kaj je oddaja Gigi? Gigi, Good Game, dobra igra, je oddaja o videoigrah, kjer igralec in neigralec skupaj spoznavata novo videoigro. In o čem boste govorili v prvi sezoni? V prvi sezoni bomo malo spoznali kakšne zanimivosti slovenske gaming kulture, predvsem pa se bomo malo naučili, kako uravnoteženo igrati videoigre. Na sporedu pa ste... V soboto 10:45 na prvem. Ok, Jan, zate že ni nobenih vprašanj. Vidva se bosta pomerila v vprašanjih na temo obraza. Za nagrado pa bo zmagovalec prejel star likalnik. Začenjamo s tabo, Jan. Ponosni lastnik najdaljše brade v zgodovini je bil Norvežan Hans Langseth. Koliko je bila njegova brada dolga, izmerjena leta 1927? 3,75 m. Rok? 10,2. Pravilen odgovor je 5,33, noben ne bo dobil točke. Rok, kateri evropski vladar je brado označil za nepotrebno breme in uvedel davek tistim, ki so hoteli brado obdržati? Ludvik, sončni kralj. Žal ni pravilen odgovor, Jan. Henrik VIII. Ne, ruski car Peter Veliki, nihče od vaju ne dobi točke. Jan, kolikšno življenjsko dobo ima človeška trepalnica? 16 dni. Rok? 2 leti. Pravilen odgovor je 5 mesecev in čist iz dobrodelnosti. Jan, ti si bil bližji, dobiš. bližji. Ja, dobi eno točko. Rok, kaj je heterokromija? Da imaš različni barvi očes. To je pravilen odgovor, bravo, točka za Roka. Jan, kje na obrazu je koža najtanjša? Veke. Ja, v bistvu okoli oči je pravilen odgovor, Jan, dobiš točko. Rok, v katerem muzeju najdemo sliko najslavnejšega nasmeha iz obdobja renesanse? Pravilen odgovor, Louvre, točka za Roka. Jan, kdo izvaja pesem, katere refren se glasi takole, ne opozorim, prevedeno slovenščino. Ne čutim svojega obraza, ko sem s teboj, ampak ljubim ga, ampak obožujem ga. Ja, to je zaključek tega. Iščemo pa, kdo izvaja. Predolg časa, žal. Rok? Da, pomenjam. Nimaš pojma. Pravilen odgovor je Weekend. Če ti uspe zapeti refren v originalu, dobiš dodatno točko. I can feel my face when I'm with you. But I love it. Ja! But I love it. Točka za Jana, odlično. Rok, iz katere pesmi je besedilo, prav tako prevedeno slovenščino? Rada bi jih držala kot v Teksasu. Prosim, zloži jih, pusti jih, udari me, dvigni srček, ostani z mano. Pa je pa v oklepaju, obožujem to. Big black boots to walking. Ne. Jan? To se sliši, kaj je moj poprečen četrtek, nimam pojma. Ja, to ni pravilen odgovor, bi bil Poker Face, Lady Gaga. Rok, če pravilno interpretiraš pesem, dobiš točko. Easy. Can't read my, no you can read my poker face. In točka za Roka. Lepo. Zdaj pa si bomo ogledali posnetek. Cara mia. Ti delaš najlepše šopke. Škorpionček moj. Lahko prosim opomniš moje starše, da se ne pogovarjam z njima? Meduza moja, nova šola ti bo zelo všeč. Tam ne bo nikogar motilo, če boš v šolski bazen spustila piranje. Obljube, obljube. To je odlična šola. Tam sem spoznal tvojo mamo. Tam sva se zaljubila. Zaradi vaju mi gre na bruhanje, pa ne v dobrem smislu. Drugi del vprašanj se bo nanašal na posnetek. Začenjamo pa z Rokom. Iz katere serije je bil adaptiran prizor iz Odlomka? Wednesday. Pravilen odgovor, točka za Roka. Jan, naštej 6 članov družine Addams. 6. Wednesday, Morticia, Uncle Fester, pol je Roka, Hand, kako mu je že ime? Ne, to je to. 4. Ok, deva, Rok, koliko mu lahko pomagaš? Tako, Butler je rekel, Butler je omenil? Ni, Butler je omenil. Ok, Jan, žal ti ne morem dati točke. Rok,
Kateri znani režiser je režiral prva dva dela serije Sreda? Cameron. Ne, Jan. Tim Burton. Pravilen odgovor, točka za Jana. Jan, katera igralka oziroma igralec v seriji Sreda je iz Walesa? Nope, ne. Rok? Nope. Pravilen odgovor je bil Catherine Zeta-Jones. Rok, v katerem letu so posneli prvo sezono originalne serije Addams Family? 1972. Jan? 82. Pravilen odgovor 1964. Ja, to je Rok, bliže. Okay. Ja, na podlagi katerega izvornega dela je nastala originalna serija? Kaj je bilo najprej pred serijo? Ne vem. Rok? Knjiga. Pravilen odgovor, karikature v reviji New Yorker. Rok, kaj imata skupnega film Addams Family iz leta 1991 in film Back to the Future iz leta 1985? Časovni stroj. Jan? Verjetno nekaj igralca, ampak ne bom ugotovil koga. Igralec je pravilen odgovor Christopher Lloyd. Dobiš točko, zato ker je igral v obeh dveh filmih. Naslednje vprašanje. Jan, ali lahko zamomljaš uvodne takte in izvedeš fizično gesto pesmi, ki je bila glavna tema v originalni seriji iz leta 1964? Tadadaram. To je to, pravilen odgovor. To je to. Samo uvodne takte, točka za Jana. Rok, kolikokrat v odlomku, ki smo si ga ravno kar pogledali, Gomez poljubi Roko Mortiši? 5krat. Pravilen odgovor, točka za Roka. Jan, še zadnje vprašanje. S katerimi ljubkovalnimi izrazi v odlomku, ki smo si ga pogledali, starša poimenujeta Sredo? Škorpionček. To je eden. Več jih je. Ja. Rok? Škorpionček je pa. Ja, to je že Jan rekel. Jan, jaz ti bom dal eno točko. Pravilen odgovor bi bil škorpionček in meduza, kar pomeni... Točno. Ja, vem, ker smo gledali, pa sem si zapisal. Fanta, čas je za razglasitev rezultatov. Na odličnem drugem mestu je Rok Gumsej, kar pomeni na prvo mesto Jan Kok in tukaj je likalnik. Končno enkrat. Ja, bravo. Cenil bom ta likalnik kot najin odnos.